tako da bi mi kar začeli, Tomo. Prav, super. Predajam besedo tebi. Izvoli. Hvala lepa, Andrej. Jaz bi najprej vse lepo pozdravil, pa čestital ženskam za minuli praznik, moškim pa za današnji praznik. Mislim, da bi bilo potrebno praznovati vsak dan, se veseliti življenja, glede na to, ko gledamo te razmere, si potem dostikrat ljudje za nazaj ne moremo priklicati tistega, kar lahko sproti ustvarimo lepega sebi in drugemu. Zdaj, jaz bi danes vam dal ena kratka navodila v bistvu, kako začeti posel. Nekako začeti nakupe pri podjetju Forever. Kot kupec lahko postane vsak, ima določene ugodnosti, se pravi, dobi popust, in potem iz kupca tudi kdaj postane distributer ali pa organizator mreže, se pravi menedžer ali pa business owner ali pa kakorkoli ga imenujemo. Zdaj, ta navodila so čisto moja priporočila, jaz sem skozi to pot šel, opazoval tudi mnoge druge, imam 11 direktnih menedžerjev, ki sem jih izgradil praktično po tem sistemu, ki vam ga bom sedaj pač priporočal ali pa povedal ali pa izdal. Prva stvar, ki sem se jaz lotil, je bilo to, da sem hotel vedeti vse, kar ponuja Forever Living. Se pravi, vzel sem v roke poslovno politiko in sem pogledal v bistvu, kakšne so priložnosti ali pa možnosti zame samega in za ljudi, ki jih vabim v posel, se pravi, s katerimi bom gradil mrežo, ki je v Foreverju posebna. To bom kasneje mičkeno razložil. Se pravi, ne gre glih za tisti standardni piramidni sistem, ampak je tukaj v tem sistemu mreženja možno, da te tvoj distributer, ki ga vpišeš, tudi v poziciji prehiti in gre v napredovanju, se pravi, imenovan pred tebe in seveda dobiva tudi višji dohodek od tebe kot menedžerja, ki si ga vpisal. Zdaj, ena zadeva je na začetku zelo pomembna, da je dobro pridobiti znanje, zato ker se ukvarjamo z dodatki prehrane, ki pač imajo neko vrednost v našem telesu in določene kombinacije tudi soustvarjajo določeno sinhronost v telesu. Se pravi, naučiti se v proizvodih, to je prva stvar, da jih lahko priporočamo, s tem, ko se boste učili, boste tudi najdli, kaj uporabiti zase. Se pravi, prva stvar je, da če človek hoče priporočati nekaj, govoriti o nečem, mora biti prvo trdno prepričan in verjeti v to. Če boste uporabljali te proizvode, boste videli sami čez čas, da to vam ne bo povzročalo težav, da se boste prepričali v marsikateri situaciji, vas bo eden, drug ali pa tretji proizvod prepričal ali pa celo rešil iz kake zagate. Takrat, ko sem jaz razmišljal, sem razmišljal o ljudeh, ki jim lahko pomagam. Sem namreč, za tiste, ki me ne poznate, drugače po osnovnem poklicu zdravstveni delavec, delal sem v urgenci, zdaj delam kot duhovni terapevt že preko 20 let in imam vsak dan opravka z ljudmi, kateri imajo take ali pa drugačne težave, ali so to psihofizične, ali so telesne, ali so kakršnekoli druge težave. V bistvu pri Foreverju lahko najdemo proizvod za vsakega, ki si lahko olajša življenje, lahko si pomaga pri samem jačanju imunskega sistema, pri samem čiščenju toksinov strupu iz telesa. Imamo celo paleto stvari, katere lahko res ponudimo mnogim. Kar se pa posla tiče, je pa potrebno razumeti, da ko se odločate in gradite, začnete graditi mrežo, so zelo pomembni prvi koraki. Se pravi, če hočemo ustvariti nek cilj, moramo ta cilj poznati. Zato morate vedeti, kakšne so te priložnosti. Se pravi, tudi morate vedeti, kaj pomeni 2 točke.
koliko popusta prinese 2 točke, da se ta pozicija imenuje asistent supervizor, da je potem naslednja etapa 25 točk, katero gradimo skupaj z sodelavci. Jaz sem si naredil 5 svojih direktov. Kar smo preračunavali za Eagle Managerja, je mogoče 5 direktov v začetku celo premalo, bilo bi fajn vsaj 6, idealno je pa 7. To je za grajenje mreže, če hočete postati Eagle Manager in se izide točkovno zelo lepo. In je v bistvu zadaj matematika, dnevni doprinos točk, tedenski doprinos točk in mesečni doprinos točk. Drugače ne gre. Če se hočete res lotiti striktno pozicije, morate imeti to v vidu, da ko se odločamo, da bomo naredili menedžersko pozicijo, se pravi 120 točk, vemo, da imamo 2 opcije, eno je v 2 tekočih mesecih kdajkoli, tretja opcija je v 3 mesecih, se pravi druga pravzaprav opcija, ampak takrat ne gre na 120, ampak gre za 150 točk. Ne? In če vemo, kaj prinašajo te pozicije vmesne, so samo prehodi, se pravi ta 25 pomeni supervizorja, tukaj pridemo do 25 točk in do enega že lepega popusta pri Foreverju. S tem, da tukaj bi jaz dodajal zraven tiste, ki so na 2 točkah, da se aktivirajo na 25 pozicijo, tako sem jaz tudi naredil. Aktiviral sem 5 mojih, ki sem jih izbral, da bojo moji menedžerji, ciljano, in smo delali v programu zato, da bi oni v tistem mesecu dosegli 25 točk. Se pravi, če si izračunate 5 krat 25, boste dobili cifro, ki vam zadostuje v bistvu že v mesecu dni, da dosežete menedžersko pozicijo. Se pravi, če še dodate svoje lastne točke in svoje lastne nove vpise, boste lepo lahko dosegli to pozicijo. Čisto mirne vesti vam pa povem, da se da to narediti v 2 mesecih. Z mnogimi mojimi smo to dokazali, ampak se res morate sistemsko na začetku lotiti. Zelo pomembno je, da na začetku ne izgubljate, zaradi tega, ker potem se kar premakne. V naslednji mesec pa se premakne za 2 meseca, pa malo volje izgubite, pa fokusa, pa nekateri potem obupajo, zato ker ni rezultata. Najbolj pomembno pri mrežnem marketingu nasplošno je, da vztrajate, da ste vztrajni in da ne menjujete mrež. To je že marsikdo povedal od velikih organizatorjev mrež na svetovnem merilu, da je ta fokus v bistvu pa vztrajnost najbolj pomembna pri gradnji. Zdaj, če hočemo doseči neki cilj z določenim datumom, z določenim časom, si moramo narediti izračun, se pravi, koliko ljudi, koliko v mreži potrebujem kupcev, koliko potrebujem na 2 točkah in koliko potrebujem tistih, ki imajo cilj v tem mesecu doseči 25 točk. Fajn je, da se delajo redni sestanki, ali je zdaj to online, ali je to nekje, da se dobite v nekem prostoru. Zdaj je online definitivno olajša in to, da ne plačujete prostorov, da je lažje tudi skomunicirati. Je pa res, da ni tistega osebnega stika, ki pa meni manjka, moram povedati. Ampak imamo orodja, s katerimi si lahko pomagamo, zato da smo sledljivi, zato da mogoče nekdo rabi, a veste, ko se organizira tim, imate različne ljudi v timu, ki rabijo različne vrste spodbud. Nekdo bo spodbuda za njega, da bo lahko pomagal ljudem. In ko bojo dobri rezultati, bo on zadovoljen in ga bo to v bistvu nadgrajevalo in bo denar se zgodil sam po sebi. Drugi so tisti, ki si postavijo neke druge cilje, ali je to zdaj potovanje, ki jih pa Forever omogoča res veliko. Imamo potovanje v bistvu, ki se bo zdajle zgodilo v maju mesecu, to je vsakoletni rally, globalni rally, na katerega smo se z Andrejo tudi uvrstila. Drugače pa so tudi Eagle Manager potovanja in druga potovanja, ki se zgodijo z določenimi statusi, ki jih dosežemo. Zdaj, zelo pomembno je, da v teh 2 tekočih mesecih stopnjujemo v bistvu, ali to delate skozi prezentacije,
ali skozi direktni kontakt, ali skozi online. Veliko ljudi, koliko zdaj slišim tudi v Sloveniji, Andrejina skupina se je kar navadila na Zoom konference, drugače pa poslušam tudi hrvaške kolege, ki so se čisto premaknili skoraj na Zoom konference in jim kar zelo dobro ratuje, lepe rezultate dosegajo. Tako da jaz se tega nisem posluževal v tistem času, ko smo mi delali, v bistvu, ko sem jaz delal glavne pozicije, sem jih naredil v direktnem kontaktu. Meni je ta osebni stik tisti, ki je malo drugačen od tega. No. Lažje se tudi posvetiš vsakemu posamezniku, lažje si vzameš tudi čas za individualni pogovor z nekom, kar pa se tudi potem tukaj lahko, ampak veliko več časa gre. Zdaj, tisto, kar sem vam povedal, da iz 2 točk pride do 25 točk, tukaj je potrebno eno stvar vedeti, da ko dosežete supervizor pozicijo, nastane ena obveza v Foreverju za izplačila v globini. Nastane obveza 1+3, se pravi 4 točke, ki jih je potrebno narediti, zato da se dobi izplačilo po globini. Se pravi po globini tistih, ki so spodaj novo vpisani ali pa tisti, ki so že asistent supervizorji. Zdaj, gledajte, ta 1+4 sem jaz na začetku kar vsem vsadil kot eno domačo nalogo, da je to mesečna obveza. Če hočemo nekaj narediti v Foreverju, je to res tisti minimum, če hočemo ustvariti, se pravi, neko pozicijo, dobiti neki trajni popust za nakupe ali pa postati organizator mreže. Jaz mislim, da je ta 1+3, kaj to pomeni za tiste, ki ste novi, 1 točko, se pravi, nakupa na svojo kodno številko zase ali za priporočila, naprimer, ne vem, ali pa tudi za prezentacijo ali pa za svojce. 3 točke pa novo vpisanih ali tistih, ki so že vpisani in niso še na 2 točkah. Se pravi, ti vam prinašajo ta program 1+3. Če to dosežete, ko imate supervizorsko pozicijo doseženo, potem dobite izplačila tudi po globini. Velikokrat naredijo napako tisti, ki dosežejo to pozicijo, ali pa velikokrat mi jih pazimo v naših skupinah, videli smo pa že, da se je zgodilo, da niso naredili 3+1, dosegli so 25 točk in so postali praktično nepriznani supervizor. Potem morate graditi na novo, da se to zgodi, in je škoda in časa in vloženega truda. Enako je potem na asistent menedžerju. Pri asistent menedžerju je potrebno tudi čez cela 2 meseca, se pravi, če gradimo 2 meseca asistent menedžerja, je potrebno biti aktivn, se pravi z 1+3. To pomeni, da ste dosegli status, da dobite izplačila po globini. No in potem na menedžerski poziciji, seveda ta 1+3, jaz sem imel enega mojega menedžerja, ki je delal po globini mojo drugo globino. Dosegli so, mislim, da celo 127 točk, veselili so se promocije in vsega ostalega, niso bili pa pozorni na 1+3, niso naredili te 4 točke in praktično ti ljudje niso potem več nikoli naredili, nažalost, menedžerske pozicije. Jaz vem, da je to hud udarec za tistega, ki se trudi pa hoče narediti, zato vam posebej polagam, da bodite pazljivi na ta 3+1, zato ker je v bistvu to tisto, kar vam ustvarja pogoj, da dosežete to pozicijo. Zakaj je menedžerska pozicija nek status ali pa neka stopnja, točka ali pa cilj, ki ga želimo doseči? Zaradi tega, ker se tam potem zgodi to, da vi ne rabite, da ne potrebujete svoje osebne rasti delati, da ste prišli na eno pozicijo organizatorja mreže in ste potem tudi plačani po tem delovanju, zraven seveda svojih osebnih rezultatov prodaje, novih vpisov,
dobivate seveda tudi lepe procente po menedžerskih pozicijah, se pravi po prvem menedžerju 6%, po drugem 3% in tako naprej. Dajte si ta pravila pogledati, da si boste znali tudi izračunati, če boste imeli 3 menedžerje, pa vsak doseže od njih naprimer 50 točk v mesečnem prometu, si boste lahko nekje povprečje izračunali, koliko je teh 6% po globini tistih, ki so vpisani v program pod vas, pod tega menedžerja. Zato bi bilo fajn, da si vse pogledate, zaradi tega, ker Forever nudi še več. Nudi tudi avtoprogram. Jaz ga dosegam že, nisem si vodil nažalost datumsko, ampak mislim, da smo ga dosegli kar po prvi poziciji menedžerja, se pravi potem Soaring pa Safir menedžer, ko sem postal, mislim, da nisem nikoli spustil avtoprograma, da je avtoprogram v bistvu 400, 600 in 800 evrov dodanega denarja k sami proviziji, ki je izplačljiva, se pravi, tudi ta denar je izplačljiv ob mesečnem bonusu. Kaj ta denar pomeni? Pomeni 36 mesecev, če vi delate, se pravi, promet z svojimi menedžerji in ustvarjate naprimer 150 mesečnih točk, imate zagotovljeno 400 evrov izplačila dodanega k vašemu bonusu. Ali pa, se pravi, če dosežemo 225, dobimo 600, če pa 300, pa če 300 točk, pa dobimo 800 evrov. Se pravi, zdaj tukaj definitivno se da stimulirati, da nekdo, ki gre na 120 točk, da še stisne pa naredi tistih 150. Kaj pomeni teh 150? Pomeni, da je v prvem mesecu naredil 50, da je v naslednjem mesecu naredil 100, se pravi, to pomeni, da ne razumete tako čisto direktno, ampak če ste naredili 75 točk, se vam šteje 50, če ste naredili potem 87, se vam šteje 50. Ko ste šli čez 100, se vam šteje avtomatsko, da že imate 50 in da, ker ste šli potem čez 100, imate 150 in 100. Se pravi, je potrebna naslednja stopnica 150, da se avtoprogram narediti v enih 5 mesecih, če se res lepo lotimo. Od samega začetka, ko ustvarimo menedžersko pozicijo, potem nam točke mičkeno padejo, ker grejo tisti, ki so na 25 tudi na asistent menedžerja, tam mičkeno točke zanihajo, ampak tukaj sem si jaz pripravljal vzadaj novo skupino in nisem želel ostati samo na menedžerski poziciji. To je meni bilo v bistvu samo ena prehodna točka, na kateri se nisem veliko ustavljal. Že v naslednjih 2 mesecih sem postal senior menedžer in potem tudi zelo hitro Soaring z 5 menedžerji. No, potem od 5 na 9 na Safir menedžerja direktov se je pa potem tudi gradilo po 2 menedžerja in na koncu smo naredili celo enega viška, tako da smo praktično namesto 9 naredili 10 menedžerskih pozicij. Teda Safirja sem jaz zelo dobro potrdil, ampak to je bilo čisto sistematsko narejeno, da smo izbrali ljudi, s katerimi smo se ukvarjali, s katerimi smo se videvali, s katerimi smo tudi piknik skupaj naredili ali pa smo se čez vikend videvali, zato da smo se o tem pogovarjali, da smo postavljali fokus v delo, v organizacijo, se pravi organiziranje liste, klicanih ali pa povabljenih na prezentacijo in smo se sistemsko tega lotili. Zato danes gledam, da ne delate, večini ne delate sistemsko, delate bolj na ta način, da postanete kupci, pa potem, ko postanejo točke, pa prijatelja vpišete, pa prijateljco, pa se potem zgodi pozicija 25 in tam jih veliko ostane. Se pravi, nekje na supervizorju se ustavite samo zaradi tega, ker si ne vzamete telefona v roke in si pogledate, da imate sigurno listo tam preko 200 ljudi v telefonu. In da iz te liste lahko že izberete v resnici svojih 5 bodočih menedžerjev, če ne 10. Veste, takrat, ko nagovarjate nekoga, je potrebno na kratko povedati in priložnosti
In drugo stvar, ki je meni zelo, zelo pomembna, danes, če greste na tržnico, imate hrano, ki je zelo poceni, pa imate hrano, ki je zelo draga. Po čem se loči? Loči se, na kak način je ta hrana pripravljena, na kak način je skladiščena in na kak način je pripeljana na to tržnico. Se pravi, ali so uporabljena umetna gnojila, ali so škropiva uporabljena. Se pravi, vemo, da te jabolke so cenejše od tistih jabolk, ki pač to niso. Ne? Zdaj tu pri Foreverju je meni ta velika prednost, ta ekološki pristop, da je v bistvu iz rastline potegnjena samo sredica, da so tudi druge zelišča in druge surovine, ki jih Forever uporablja v svojih proizvodih, na ta način pridelane, z mnogimi certifikati o naravnosti, o ekološkosti in v bistvu o samem pristopu Foreverja k temu. Zato je tudi, ko se pogovarjamo o ceni, velikokrat rečejo, to so dragi proizvodi. Jaz rečem, ja, kvaliteta je vedno ocenjena in če pogledate kvaliteto rastline, ki vsebuje 12 vrst vitaminov, 19 vrst aminokislin, preko 20 vrst mineralov, 75 aktivnih zdravilnih substanc, pa preko 220 do 250 snovi, potem se za vprašati, zakaj to ni še dražje. Ker če si greste pogledat samo 12 vrst vitaminov, ki si jih vzamete v lekarni ali pa v kakem, se pravi, od teh naših ponudb, ki so na tržišču, boste videli, da samo za dva ali pa 3 kombinacije vitaminov damo veliko. Da ne govorim o lastnostih, o tem, da je pripravljena, naprimer, že sama aloja, zelo hitro stabilizirana, preko v 2 urah, da je zadržana ta zdravilna vrednost, ne samo, da govorimo o rastlini, da jo ima, ampak da jo ima proizvod, zato ker je sistem v bistvu in pranja lista in filiranja lista in stabilizacija toliko hitra, da se te snovi zadržijo. To je meni bil zelo pomemben, se pravi, zelo pomemben dejavnik, da sem se odločil za Forever. Druga stvar je trajnost, kako dolgo že podjetje posluje na svetu, kak ekspans ali pa kako širjenje ima če pogledate v zadnjih 10 letih, boste videli, da strmo raste pristop k Foreverju, ravno zaradi te ponudbe ljudem, da lahko ustvarijo dobrobit dobrega zdravja in dodane vrednosti v zaslužku ali pa čisto poslovno priložnost. Zdaj, ena stvar je, ki jo je Rex, jaz sem velikokrat generalnega direktorja, ki je žal preminil, imel priložnost videti, se tudi pogovarjati z njim. Njegova vizija je, da je Forever ljubezen in da se gradi odnos skozi ljubezen, se pravi skozi empatijo človeka do človeka. On sam je bil velik empat, ki je pokazal to empatijo skozi to, da je v bistvu zadržal vodenje kompletnega podjetja, ki je preraslo v milijarde po donosu kot družinsko podjetje, se pravi, da to ni neko se pravi na borzi večlastniško podjetje, ki je interes kapitala, ampak je interes še zmeraj, da se ljudem vrne približno 70%, celo, ko smo se z generalnim direktorjem pogovarjali, celo nekaj procentov več, kot pa 70% se vrne denarja nazaj v mrežo. Se pravi, to je nekaj, kar je izjemnega. In če greste pogledati to izjemnost, boste videli skozi Čermen bonus, kjer ne vem, če boste najdli primerljivo podjetje, kjer je priložnost skozi Čermen bonus doseči zelo, zelo visoke donose, 13. plača in mi rečemo po domače, ampak je to v bistvu zbirek vsega denarja, ki se v strukturah zbere in ostane v strukturi, in je to v bistvu denar, ki ni deljen in je potem razdeljen zopet nazaj v strukturo najbolj uspešnim. Se pravi, tisti, ki so najbolj uspešni, si ta denar že računajo
v ta fokus, v to, da bodo to stopnjo dosegli, da bodo deležni tega dobička v črnem bonusu. Kakšna so pravila črnem bonusa? Prosim, vzamite si poslovno politiko v roke in poglejte točno si pravila, izpišite si pravila črnem bonusa, ker v enem letu, jaz ko sem šel iz menedžerske v senior pozicijo, sem tudi črnen bonus dosegel in je bilo takrat, mislim, da je bilo še v markah, če se Andrej ti spomniš, mislim, da je bilo 16. plače takrat okoli 16.000 nemških mark, da je bil to velik denar takrat, da je bilo to v bistvu, če gledam, jaz v celem letu v zdravstvenem domu v urgenci z nočnimi, z nedeljskimi tega denarja nisem zaslužil. V bistvu je bila to čisto dodana vrednost, ki smo jo tudi sistemsko dosegli, se pravi sistemsko na ta način, da sem vedel, koga bom postavil za 720, kdo od mojih menedžerjev bo te točke naredil, kateri mi bo predstavljal asistent menedžerja, katere bom postavil za supervizorje, ker je pač določen pogoj, ki ga morate narediti po strukturi. Se pravi, in osebnih letnih točk je potrebno narediti. Se pravi, če gledamo prvo leto manj, naslednjo leto pa, ko ste potrjeni menedžer, pa potem od 1500 naprej se vam šteje tudi udeležba na reliju, plačane letalske karte, obisk znamenitosti, ki so plačane od žepnina in tako naprej in tako naprej. Veliko je treba se pogovarjati z svojim sponzorjem, da vam vse te opcije predoči, pa da vam pove za priložnosti in možnosti. Veste, če vi za to ne veste, potem si ne morete postaviti cilja, ne morete si postaviti fokusa. In zelo pomembno je, da si fokus postavite. In lepo vas prosim, jaz sem zelo dolgo časa ignoriral to, da si zapišete cilje. Jaz sem na nek način sebe vidim kot eno močno osebnost, ko se za nekaj odloči, to tudi doseže. In res sem tako deloval, da ko sem si cilj postavil, sem ga želel doseči in sem ga tudi dosegel. S tem, da sem opazil, da je veliko lažje, če si cilj zapišemo, da si dopišemo zraven, kaj smo naredili za ta cilj in kaj še je potrebno narediti, da sproti spremljamo aktivnost tega cilja, da tudi nekje določimo z datumom, do kdaj si postavimo ta cilj. Zelo pomembno je časovno omejiti, da to ne postane, jaz se, če pa ne bom to leto, bom pa naslednje leto. Se pravi, vedno probajte biti do sebe fair, ne s figo v žepu, ko si postavljate te stvari, postavite si pa te stvari na ta način, da boste tudi imeli čas zase, za družino, da ne boste do menedžerske pozicije izgoreli, pa naredili vse, potem bo vam pa volja padla, interes padel in tako naprej. Potrebno je potem na nek način nek balans, neko ravnovesje, da se potem tudi ta dobrobit zaslužka in vsega ostalega potem tudi užije skozi življenje, da zaradi izgorelosti ne zbolite ali pa karkoli. Zelo pomembno je bilo meni uživati na tej poti, ko sem šel do teh ciljev svojih alojev, predvsem velikokrat čaj je pri nas doma zmeraj, da ne govorim o zobni pasti Deostico, se pravi o milo, o šamponih in tako naprej. Za osebno higieno to je vse posod v naših prostorih, v kopalnicah, v WC-ju in vse posod nas to spremlja. Raje kupujem iz svoje trgovine, za katero dobim še provizijo, kot pa da kupim bilo kateri drugi trgovini, kjer dejansko tudi, če naredim reklamo, ne bom za to reklamo nič plačal. Tukaj v Foreverju ste pa za vsak proizvod nagrajeni in raje kupujem v svoji trgovini, ker vem, da kupujem dobro, kvalitetno in še zraven dobim provizijo na te proizvode. Zdaj, zelo pomembno je vedeti to, da ko uživate te proizvode, boste videli tudi eno razliko. Jaz sem zdaj le eno supervizorsko pozicijo naredil, sicer v drugi globini, pri menedžerju v mojem direktnem, sem pomagal v globini narediti supervizorsko pozicijo in mi je
ta gospodič rekel, ko sem mu priporočal, naj si vzame tudi našo Milo, je rekel, to mu ne morem verjeti, opravlja namreč tako službo, ker je veliko v kontaktu z ljudmi, veliko je tudi tega osebnega stika in je rekel, da ne more verjeti, koliko se je po enem umivanju z tem naravnim milom počutil lahkega. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker vsi naravni proizvodi, ki nosijo vsebnost naravnih spojin, ki so zadržane na ta naravni način, vsebujejo tudi energetsko informacijo. Se pravi, ta energetska informacija ni porušena ravno zaradi hitre proizvodnje in stabilizacije in se tudi energetsko pri milu, jaz sam pri sebi vidim, na nek način očistiš. Se pravi, tudi ta efekt nastane, da se počutiš po enem tuširanju ali pa po enem umivanju telesno lahek, kar ne pomeni, da si ti na fizičnem nivoju nekaj vrgel, ampak da si zamenjal frekvenco, da si menjal energijo in da je neka teža, neko breme iz telesa šlo. Se pravi, ko vidimo te rezultate teh naših proizvodov, že če govorim o milu pa o zobni pasti, da ne govorim o drugih izdelkih, ki so res kvalitetni, potrebno je vedeti, da alojo na začetku smo priporočali zaradi, ne vem, neke informacije, ki je prišla, smo govorili 0,3, se pravi, to je praktično nič proti tistemu, kar jo pijemo danes. Jaz danes popijem tudi, ne bom se zlagal, mango gel mi je tako dober, da ga tudi liter na dan spijem, ampak nekje tista količina, ki jo priporočamo za dnevno potrošnjo, je tudi deci do 2 deci. Deci gela v bistvu, če ga razdelimo 2x0,5, pa ga popijemo zjutraj, ne mrzlega iz hladilnika, ampak ga popijemo miškeno z mlačno vodo, v bistvu ima veliko več efektov, kot si pa mi mislimo. Ne samo čistilni, ne samo to, da bo se prebava uredila, prvič deluje prebiotično, drugič razkisamo telo po nekem, se pravi, nočnem delovanju, se pravi, peristaltike in predelovanja hrane, razkisamo telo. Druga stvar pa je, da vnesemo v telo, ponudimo telesu, praktično nič ne vsilimo, ponudimo elemente, se pravi od vitaminov, mineralov, aminokislin, ki jih telo lahko vzame za lažje delovanje ali pa za aktiviranje imunskega sistema, če je že kakšna težava. Jaz moram reči, da smo to korono šli veliko lažje, definitivno zaradi proizvodov Forever skozi, da tudi moja družina, nihče ni bil posebej bolan, da pa sem vsa ta leta nazaj, ko ni bilo korone, opazil to, da nobeno leto nisem bil prehlajen, da nisem imel gripe, da nisem imel teh prehladov, da imam pritisk normalen, da nimam holesterola, trigliceridov in tako naprej, in da se dobro počutim. To je ena stvar, ki je meni vodilo v tem delu, da sem jaz pred ljudmi, ki jim priporočam, tisti, ki se pokažem z dobro kondicijo in z dobrim zdravjem. Ne moreš o nečem govoriti, če to ljudje ne čutijo, da je resnica. Se pravi, če sam nisi tega izdelal. Prosim, obrnite se na Andrejo, tisti, ki niste v Andrejini strukturi, pa jo vprašajte, kako je naredila Eagle Managerja. Ona je do zdaj edina naredila v Sloveniji, jaz upam, da bo zelo hitro se kdo najdel, ki bo ta rezultat ponovil. Andreja je imela možnost od konca aprila, se pravi do začetka maja naslednjega leta delati pozicijo Eagle Managerja. Mi tega poudarka takrat nismo dali, to je zato vam govorimo o fokusu ali pa o cilju, ki si ga je dobro postaviti. In smo bili potem na enem, mislim, da smo bili v Budimpešti, na enem reliju in je ena od menadžerk razlagala, kako želi, mislim, da je Jadranka, kako grejo v Mehiko, v Cancun, na praznovanje Eagle Managerjev. Da bojo tam razglašeni Eagle Managerji in da gre. Andreja si je pa vedno želela ponoviti obisk v Mehiki in ko je slišala, to je bilo decembra, mislim, da je bilo okoli novega leta, smo imeli novoletno srečanje v Budimpešti
In bilo je še časa, se pravi januar, februar, marec, april, praktično 4 mesece, da dopolni, pravzaprav naredi kompletno pozicijo igla. In Andreja tega igla ni delala 1 leto, ampak ga je res naredila v tistih 4 mesecih potem. Sami nismo mogli verjeti, da je to bilo možno. Res tudi jaz na začetku, ko je rekla Tomu, jaz bom igla naredila, jaz na začetku nisem se postavljal v razsodnika, ampak časovno mi je bilo prekratko, da se bo išlo po točkah in po pozicijah, ampak če si vztrajen, če imaš fokus, če veš, kaj želiš, potem jaz mislim, da ni noben problem. Ena stvar, ki vam bi jo priporočal, da vse, kar se lotite, kar delate, probajte delati z entuziazmom, probajte biti vi zraven, srečni, zadovoljni, zaradi tega, ker človek, ki živi to, da rad pomaga, da v tem uživa, da potem mu delo ne bo muka, potem ga delo tudi ne bo utrudilo. Jaz vam lahko povem, da sem cel dan bil v avtomobilu, v terapijah ali v službi z veliko urgencami. Jaz, ko sem zvečer imel prezentacijo, ko sem govoril o proizvodih, ko sem govoril o priložnostih, jaz sem imel občutek, kot da sem se regeneriral in da sem se obnovil samega sebe, že s tem, ko sem ljudem predajal neko znanje, zavedanje ali pa svojo lastno izkušnjo. Jaz skozi vsa ta leta kot terapevt spoznavam, da je eno pravilo na tem fizičnem svetu, ki mu vlada zakon te dualitete, je eno pravilo ljubezni, da je ne moreš biti deležen, če nisi pripravljen dati. Dajemo pa lahko na različne načine. Dajemo lahko z znanjem, dajemo lahko z priložnostmi, dajemo lahko tudi z pomočjo osebno, lahko damo tudi na ta način, kot je Andrej prej rekel, da pomagamo tistim, ki so ubogi, onemogli ali pa prizadeti na nek način. Na veliko načinov se da ljubezen širiti ali pa empatijo do sočloveka in jaz mislim, da smo v edinstvenem, pravzaprav čudovitem podjetju, kjer ima eno široko paleto možnosti, da to lahko naredimo. Jaz bi se vam zdaj za danes zahvalil. Če imate kakršnakoli vprašanja, prosim vprašajte, če bom vedel, bom odgovoril, če bomo prosili, če bo kako tako vprašanje, bomo prosili tudi Gregorja ali pa Andreja, če so še prisotni, tako da z vprašanji na plano. Vklopite si mikrofon, pa govorite. No, pa bom jaz. No, medtem dokler... A je že kdo s vprašanjem? Ja, že. Izvoli. Jaz bi vprašala. Ne vem, če sem prav razumela, se pravi, če ti narediš pozicijo menedžer in če nimaš osebno narejenih 1+4 točke, pa je tvoja mreža naredila 150 točk, temu reči, ne? Potem ti si nepriznan menedžer. Tako. 1+3. Ja, 1+3. Ja, potem si nepriznan menedžer, ti ni priznana pozicija. Aha, ni priznana pozicija in provizija itak ni, ampak ni priznana pozicija. Ja, nepriznani menedžer si v bistvu, nimaš priznane pozicije menedžerja. Aha, hvala. To je zaradi tega, ker ko ljudje dosežejo neko pozicijo in začnejo služiti nek denar, potem marsikdo misli, no, zdaj bom pa jaz gledal nadaljevanke mehiške, ne, oni drugi pa naj delajo. To ne gre. Torej, ti moraš vedno... Andrej, jaz te moram popraviti. Jo. Tudi to je možno pri Foreverju. Ja, ampak... Pri Foreverju je možno, da človek si naredi plan in cilj, da postane, se pravi, Diamond Manager. Pri Diamond Managerju je seveda potrebnih 25 direktnih, ampak po tej poziciji več nisi obvezen do podjetja niti za eno točko, da dobiš izplačila po globini. Tako da to je tudi eno... Hvala Tomu, ampak do tja je treba priti in je dolga pot. Postaviti si cilj. Ja, dolga pot je. No, jaz vam nekaj dobrih stvari povem. Prostori v Stegnah čakajo, da pripeljete kakšno skupinco, da se tam srečate. Imamo lepo predavalnico, urejeno, tudi tehnično opremljeno. Maja bo v Budimpešti veliko srečanje, rojstni dan
Madžarske in velik success day, tudi iz Amerike bodo prisotni naši lastniki, direktori. Junija, z ozirom na situacijo, ko se COVID umirja, planiramo srečanje v živo v Sloveniji. Super. Septembra se dobimo v Poreču. Ja. Oktobru, ne? A septembru? September, tam konec septembra, začetku oktobra, no, to je včasih se predstavlja. Zdaj pa, kdor želi naslednje leto nekaj doseči, moram povedati, da plan se dela septembra, oktobra, ne decembra, januarja, je že malo pozno, no. Tam septembra, oktobra se je treba usesti s skupino in se pomeniti, kaj želimo, ali želimo doseči nekaj posebnega in potem se tega resno lotiti. Andrej, glede na to, da se štejejo določene pozicije od maja do maja, se pravi, ne, april je tisti, ki se končuje pa začenja v maju, je tudi zdaj pravi čas, da se usedete in da se dogovorite za eagle menedžersko pozicijo. Ja, to je eagle menedžer, ne, ampak ostale zadeve pa grejo od 1. januarja do zadnjega decembra. Do zadnjega decembra, tako. Ampak jaz mislim, da še je vedno čas narediti. Jaz moram reči, da sem bil maja meseca vpisan komaj, da sem v juniju začel delati in sem potem v juniju naredil menedžersko pozicijo in do konca leta sem že naredil potem tudi chairman bonus program. Tako da jaz sem to naredil v 6 mesecih, Andrej. Vse je možno, Tomo, ampak ne primerjati vseh s sabo, ker ti si bil izjemna osebnost v temle, tako da osnove so take, ne, torej bistvo je, da se svojo skupino, s svojimi sodelavci, tistimi, ki jih sami izbirate, torej s tistimi, s katerimi najlažje delate, najlepše delate, se najlepše zabavate, da se usedete, pomenite večkrat, pa poglejte, če imate kako možnost, jo je treba zagrabiti. In Forever nudi izjemno paleto možnosti, vsak se lahko najde tukaj, vsak lahko nekaj doseže, ni res, da se ne da. Kdor govori, da se ne da, se ni potrudil. Tako da jaz vabim vse vas, tako kot je Rex rekel, vsak, ko pride pol metra v bližino, v vašo bližino, pol metra, mu morate ponuditi to možnost, priliko, aloe vero, Forever in lepše življenje. Meni je zelo veliko povedala Veronika, ki dela v Srbiji v veliko težjih razmerah kot mi. Dosegla je preko 5000 točk v lanskem letu, res kapo dol. Ampak ena stvar, ki me je zelo razveselila, Veronika pravi, da nikoli ne obrekuje. Da se v vsaki skupini žensk, ki se dobijo na kavici, začne ona pogovarjati o Foreverju. In takrat ni obrekovanja, ampak je pogovor že avtomatsko pozitiven o nečem dobrem. In jaz predlagam, da na tem začnemo graditi, da se ne pogovarjamo o drugih stvarih, ampak da probamo se pogovarjati o dobrih stvarih, o poslu, ne vem, tudi o kakih recepturah ali pa o svojih dobrih izkušnjah, pa avtomatsko preneseš informacijo potem tudi tistim, ki te informacije mogoče drugače ne bi dobili. Teda, tak na tistih pol metra lahko izkoristimo tudi čas ob kavici, ob ne vem, kakem videnju s prijatelji, znanci. Velikokrat se pojavijo tudi kakšna vprašanja, Tomo, ti si zdravstveni delavec, Tomo, ti delaš z ljudmi, jaz imam pa to težavo, mi kaj priporočaš. Pol definitivno se da iz te naše palete veliko priporočati. Sploh tisti, ki imate ta osebni kontakt z ljudmi, boste videli, da če se mičkeno odprete, če ste malo prijazni, pa se pogovarjate z ljudmi, bojo hitro povedali o svojih težavah in potem ste vi tisti, ki mu lahko tudi omogočite. Eni so službo izgubili, mu lahko novo priložnost ponudite, nekdo bi rad zraven svoje službe še nekaj naredil, nekdo bi pa rad si izboljšal kvaliteto življenja ali pa svoje
telo postavil v neko drugo funkcijo, se pravi bolj gibljiv, nekateri bi radi zreducirali telesno težo in tako naprej, različne imajo ljudje želje. In tukaj res v Foreverju imamo eno res celo paleto možnosti, da lahko vsakemu nekaj ponudimo. No. Naši izdelki so v glavnem namenjeni preventivi, torej boljšemu življenju, bolj zdravemu življenju, ampak pomagajo tudi pri določenih težavah in ker vsi nismo izobraženi kot Tomo, imamo zato svetovalca, zdravnika, doktorja Arbeiterja in če se soočite kdaj s takimi vprašanji, jaz imam pa te težave, kako naj si pomagam, potem imate telefonsko številko objavljeno v časopisu in na naših straneh in dr. Arbeiter rade volje pomaga vsem. Ja, Zdaj se bi še jaz vključil, če lahko malo zmotam to debato. Tomo, dal si mi odlično izhodišče, delitev izkušenj. Jaz osebno sem navdušen nad našim šamponom, samo sponzorjem malo manj, ker tuba je skoraj za pol leta v mojem primeru. Tako da ga gre premalo. Hvala, odlično predavanje, kar je bilo izrazito, pa morda niste bili vsi tako pozorni, je to, da, Andreja, živijo, je to, da, tudi Tomo je večkrat poudaril, dejansko je to timsko delo. Timsko, tim je jedro vsega. Da res je treba biti povezan in delati skupaj in najti svojo pot. Gregor, ena druga motivacija nastane, ko je več ljudi z podobnimi cilji, tudi, da ne bom rekel, tudi malo tekmovalnosti, nastane en tak zdrav odnos. In potem mi smo eno še posebnost imeli to, da smo tedensko beležili točke po skupinah. Se pravi, če je nekdo dosegel supervizorja in je njegova skupina šla čez te točke, da smo potem na teh sestankih tudi to objavili pa seštevali točke. To je ena taka motivacija ljudi, ker dejansko je ena pogonska moč, ker potem ljudi tudi združuje, se med sabo bolj družijo, več pogovarjajo, več tudi izmenjajo tudi teh izkušenj. In jaz mislim, da to manjka, definitivno manjka po skupinah, ko vidim, da se zelo trudijo, da se pa to narediti z malo drugačno motivacijo veliko lažje. Ja, se strinjam. Definitivno pa sami ne boste menedžersko pozicijo naredili, tudi smisla ni nobenega, da jo naredite. Obvezno je potrebno imeti tim in s timom delati, ker mreženje nastane ravno na ta način, da se multiplicira tisto, kar vi lahko prenesete naprej kot znanje in to čim bolj enostavno. Tako da lahko laik to pove naprej, da lahko prenese to znanje in jaz mislim, da tisti, ki se bojo pa mičkeno bolj sedli pa malo naštudirali stvari in same proizvode in sestavine in možnost ali pa priložnost, ki jo Forever daje, tisti bojo šli pa še korak naprej, bojo pa novi kreatorji mreže ali pa mrežniki, ki bojo ustvarili večji posel ali pa celo individualni biznis, ki se ga da narediti z Foreverjem, z vztrajnostjo in z znanjem, predvsem znanjem. Ker če imaš znanje, potem lahko ponudiš tudi odgovor na kakršnokoli vprašanje. In jaz sem vedno želel, da se ljudje res naučijo o sestavinah, o kombinacijah, o tem, da lahko ti priporočaš pravo zadevo. Velikokrat smo na čisto osebno se srečali z ljudmi, ko so rekli, Tomo, jaz sem pa tole jemal, meni pa ni pomagalo. Prvič, kak si jemal, koliko časa si jemal, kakšno količino si jemal, pa katere izdelke si jemal. In ko smo videli, da je bila receptura čisto ali pa na polovico, da ni bilo tiste sinhronosti dane, ker bi se dosegel cilj, smo spremenili mogoče ena ali pa dva proizvoda, pa se je zadeva začela čisto drugače dogajati. Tako da definitivno je hrana in je pa v bistvu danes hrana tudi zdravi in je potrebno vedeti za določene
snovi, kje je selen, zakaj kalcij, zakaj je magnezij dober, zakaj. Se pravi, malo je treba razširiti to svoje znanje, lažje boš priporočal, lažje boš tudi človeku. Nekdo ti reče, imam težave, imam posedanje hrbtenice, začetno stanje osteopenije ali pa je celo osteoporoza. Ti to moraš vedeti, kalcij nature, minabsorbent C, Freedom Gel, to mora ti z glave zleteti, ne moreš zgrešiti, da tega ne veš. Se pravi, če mu boš dal to kombinacijo in jo bo on jemal, se bo rezultat zgodil. Jaz pri moji mami zdravniki niso mogli verjeti in potem pri celi vrsti drugih ljudi, ki smo jim dali to kombinacijo. Se pravi, hrana tudi zdravilno v telesu deluje, vzame si telo tisto, kar rabi in lahko dogradi ali pa si pomaga izgraditi. Zato je zelo pomembno znanje, da se naučimo o sestavinah, ki jih pa je res veliko v Foreverju. No. In tu je v timu veliko dela. Veliko lahko naredimo na teh tedenskih srečanjih ali pa na sestankih. Že tisti, ki imajo znanje, so na menedžerskih pozicijah. Pokličite me, pridem rade volje, vam naredim predavanje, vam pomagam v skupinah, samo lotite se. Naredite si cilj, naredite si plan. Mene imate, Andrejo imate, tudi jaz verjamem, da tudi drugi menedžeri, ki so dolgo časa z nami, vem, da je dr. Arbajter, ko smo ga prosili, tudi šel v skupine in pomagal, tudi drugi menedžeri. In jaz mislim, da je tukaj ena priložnost, ki jo ne koristite, pa jo imate z našo pomočjo. Jaz sem pripravljen pomagati komorkoli.